šesti dan danes iz hotela Demir, lepega hotela, 4-zvezdičnega, odhajamo novim dogodivščinam naproti. Do sedaj najlepše, Pravzaprav, ko rekli mesto, včeraj smo povedali, kaj je logika Diyarbakirja. Odzadaj boste videli je Tigris. Konec plodne poti Tigrisa nekdaj, danes ne, ker so čez te brane, torej jezovi so. Potem visoka bazaltna planota in pa seveda tele zgore, vidite tale hrib. Tukaj je bil naraven hrib, kjer so lahko naredili citadelo in okoli, to je prvi. Tukaj se je začelo vse skupaj že v neolitiku, temu pravijo Pojuk, to je hrib, ki je rastel iz naselbi. Prav najprej bil manjši hribček, so nekaj najdaljše obzidje na svetu, 6 km dolgo, takoj za kitajskim zidom. Potem bomo videli, tam je slavni most čez reko in kasneje naprej v Irak in v Perzijski zaliv. Danes je praktično ni videti najvažnejši kraj v Turčiji. Lahko rečemo, prijatelji, to, ko so imel Kristus apostole, je imel Mohamed sahabe. To so bili ljudje, poveljniki, tisti, ki so živeli okoli njega, ki so gledali, kako on živi, sprejeli njegovo zgodbo in seveda, ko so potem bili zraven, ko je Mohamed oziroma ko so Arabci osvajali imperij. In ti ljudje so bili poslani, da širijo islam in so potem v bitki za Diyarbakir tudi padli tukaj. Ki so pokopani tukaj, kot na posebnem mestu kot mučeniki. Evo, smo v taki uri, da otroci hodijo v šolo. Hello, merhaba. Te prvi po bifečkih, življenje se prebuja. Demir, pa to smo pri našem hotelu. Vidi, so bili blizu. Ali veličastna Ulu mošeja, tam ne bomo šli, potem je zaprti bazar ali Bedesen, ki je danes odlična čajnica, bomo šli potem čajček. In tukaj potem je bazar, tržnica, se pravi mesta tržnica. In tele veličastna mošeja je ena petih najpomembnejših. Poznano po tem belem in bazaltnem kamnu. Samo na začetek vidimo, da je bazaltna. Je dvorišče te najbolj pomembne mošeje v Kurdistanu. Takrat je bilo mesto ime Amida in je bilo najprej močna rimska utrpa, potem vizantijska. In vseeno let sredo Arabci tukaj, in spodaj so grobovi teh šefidov, teh njihovih mučenikov, ki so umrli za vero, to je bila. Zdaj, kaj je zanimivo? Druga pomembna zanimivost je, da je tukaj od nekdaj bil središče. Najprej bilo tukaj bogatstvo. Grozdje nima kaj delati pri Arabcih, ker so to povezali z vinom. Videli smo, kje smo včeraj videli podobno armensko? V Armeniji, ne da? Točno podobno grozdje, tam je skončil relief krščanski, Tako da oni so pustili vse to. Zbirka kapitlov. Ker so hoteli pokazati kontinuiteto, da je to šlo iz cerkve ali so v mošejo. Namreč muslimani v osnovi nima nič proti kristjanom, In tudi muslimanska vera in krščanska vera to ima istega Boga. In bi bilo nesmiselno, da ta isti Bog reče enim tako in pa borite se med sabo. On verjetno bolj pravi, ljubite se med sabo. Zgoraj pa so kasneje arabski stebri. In arabski so vsak s svojo ornamentiko in svojo okrašeno, vsak je drugačen.
Tukaj boste videli tudi zanimivo, ker imate, mogoče menite nekdo, a vidite, kje je Davidove zvezde? Ja, Davidove zvezde so tudi tukaj. Ja, ker Davidova zvezda ni pravzaprav semitski simbol ali judovski, ampak je star pentagram je to, ne? To je star semitski simbol, ki so ga Judje povzeli in ga potem prisvojili, čeprav je to star arabski simbol. In tudi, ja, in tudi tako. Evo, obredno umivanje. Evo, naš Adin. Ja. To nastupa Adem. Ne, on je počakal za to, da smo... Roke do komolcev, potem noge do kolen, potem obraz. Cel teden je čakal, da bom to pokazal. Ja, sigurno, ja. Eno džamijo. Predno gremo na tepih, se moramo sezuti. Igen, ayaklar oraya başlıyor şöyle. Don't press. Ya ona basmasın aman. Don't press floor with your feet. It's dirty. Naš vodič, masko daje gor, a ne kapico. Se sprosti. Že bra molitev iz Korana v enkrat, dvakrat. V vsaki molitvi je predpisano število predklonov. To se šteje kot jutranja, dvakrat. Haydi arkadaşlar, kare tut. Arkadaşlar gidelim. Necmi abi. Drugič, eno. Kişinin gidecek çalışıyor. Çıkar. Tamam. Levo, desno pogledati. Roke, dlani razprl. Nekaj pomeni. Evo, zaključeno.
example, how we are praying. So we pray 5 times a day. These are the prayers that you have to do. But if you want to do extra, of course, you are more than welcome to pray anytime. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. And then second page finished, and we read like this. So sometimes it is up to you. You can finish like 20 pages per day or maybe 100 pages per day. Gremo na tržnico. Tukaj sem prihajali trgovci, spodaj so bili javni prostori, zgoraj so bile pa sobe. In tukaj imamo pol ure. Pa čajki imamo, kar želite, tam imate baker, lahko ga kupite. Ob 9 bi imeli odhod, ja? Kako ženske hodijo po tržnici in več ali manj vsako stvar pošlatajo. Ja, in če ima kolegico zraven, potem ocenjujejo, kakšen izdelek je, a bi pasalo njim ali ne bi. How much? 10, 5. 10, 5, 13. To je malo, ne? Kak je malo? In takih kotičkov je tle polno. Mogoče je mali, aha, ni čisto, ja, tam ima več teh viola tekle. Shop. Hello baba. Shop. Hello baba. Hoş geldin Ahmet Baba. Kolay gelsin. Pol trgovine bojo pokupile darinka in breda. Evo, gledajte tukaj, vidite, gledanje po principu je, vidite, da kastruma. To je bil, tukaj, čeprav je iz preteklosti, čeprav eno najstarejših, to je bil. Čerbeta. Šerbet. Samo je še to je malo pogrini. Malo je sladko. Granatno jabolko še malo zmljeto, kaj? In za zgodovino časti to agencija Oskar, osebno direktor. Neka direktor, časti moraš biti. Se pa dvignemo na obzidje. To kilometrov in kilometrov. Evo, grupa Oskarjevcev na tem veličastnem obzidju s panoramo mesta. Mošeji, hamami, novi del mesta, stari del. Bila je plovna do tukaj, do Diyarbakirja.
misafirler, değerli Diyarbakır halkı, elbette eğleneceğiz, coşacağız ama bir açılışımız var. Ben arada böyle giriyorum, kusura bakmayın, özür diliyorum herkesten. Rafting sporcularımız, hala köprü üstünde rafting sporcularını görüyorum. Arkadaşlar, suya iniyoruz. Bakın etkinlik yaklaştı. Bütün rafting sporcular, kafile başkanlarımız, takım kaptanları, takımlarımızı oluşturuyoruz. Dicle iniyoruz. Botları alın. Čez Tigris, znameniti stari most, se uspenjamo preko te brežine in bomo nadaljevali proti Evfradu. Tako na tem zgornjem zgornjem izvornem delu Evfrata in Tigrisa, zgornji del Mezopotamije. Bi rekel, špica potovanja, vrhunec danes in jutri. Danes je 6. dan. Evo, kakšen svet se tle dol odpira. Tam spodaj je most, do tam so plule ladje. Po vzhodni Turčiji in naša smer je proti zahodu, novim dogodivščinam naproti. Pustimo se presenetiti. Platane. Dolg platadov na sad do naslednjega mesta. Fantastično. Človeško mravlišče. Tukaj pogledajte, zdaj pred nami pa je moderni Diyarbakir, zdaj bomo šli skozi, ja, torej neskončna množica, pogledajte, prebil Armenske gore, ja, skozi milijone let in se prebijal strmne proti jugu. Mi smo prišli iz Tigrisa, čez celo Mezopotamijo, do sedanjega Evfrata. Poglejte gor, desno, vidite jezero. Zdaj gremo čez most, čez Evfrat, na evropsko stran Evfrata. Veličastne reke, ene od dveh rek Mezopotamije. Šeststo 20 metrov široko se pne čez reko. Poglejte, kakšen most so zgradili tukaj, ne? Neverjetno, sredi ničesar. In spodaj je Atatirkovo jezero, zajezitev Evfrata. Pomemben energetski vir Turčije. No in pri tej restauraciji na naši levi strani bomo imeli kosilo. Prav s pogledom na jezero Evfrat. Ja, in ko pojemo, gremo dalje, imamo še približno pol urice, do 3/4 ure imamo še vožnje in potem bomo šli, se pravi tjale, potem se preselimo v kombije, tako da bomo to kasneje naredili, recimo se naredi. Žandarma. Most, lepi arhitektonski dosežek čez Evfrat in tukaj je Atatirkovo jezero, zajezitev Evfrata. Se pravi, smo v zgornji Mezopotamiji in zdaj bomo kar nekaj časa šli ob tej vodi. Našponani most. Vedno začnemo z župo, potem pa ribe, piščanci in bogat vrt imajo tukaj. Evo, paprike, ljute, spenjalke, trte, rožice, vsega. Ogromno jezero se je naredilo na desetine kilometrov dolgo jezero zaradi Atatirkovega jeza, zajezitve delež dol.
No, takih detaljev imamo na poti nič koliko. Debeli, mali, debeli. Ne, ne, videl sem se že doli pes, da sem si roki že dvakrat umila, veš, nič. Je pa kaj pol? Kako lepi, mali, lepo. Lej, ke te ima rad. Ste star 2 leti, prej se je pa po cesti prišlo do tam, na trajekt in se šlo s tem trajektom tle čez. Evo, dohodna cesta. Kako naj bo karavanska pot, naj bo šla mimo. In tako so našli rešitev. Majhno kraljevinico na meji med Rimljani in med Perzijci, ki je neodvisna in preko katere teče trgovina med Perzijo in med Rimom. A sledite? Kar pomeni super, oni so lepo v vojni, biznis pa teče preko neke umestne majhne kraljevinice tukaj v gornjem porečju na karavanski poti, neprekinjeno. In to je bila logika, da se je v 1. stoletju pred našim štetjem ena majhna komagenska kraljevinica na kratko zasijala v vsem svojem sijaju. Tako v interesu Perzijcev in Rimljanov je bilo, da ta kraljevina obstaja in nihče jo ni želel v tem 1. stoletju pred našim štetjem zavzeti, ker bi s tem presekal trgovino. No in glavni akter je bil Antioh I, kralj, ki je živel od leta 69 pred našim štetjem in je kraljeval vse do leta 25 pred našim štetjem. V tem času je bil kralj te bogate komagenske kraljevine. Bogata je bila tako kmetijstvo, imela je veliko kovin, predvsem bakra, in pa pobirala je davek od vse trgovine med Perzijskim kraljestvom in med Rimljani. In ker drugje niso trgovali, šla vsa trgovina tukaj čez. In Antioh I je postal nesramno bogat. Proti Nemrudu. Na našo odgovornost. Evo, pes prinaša srečo. Oskar je tudi tako kot naš Srečko skoraj. Gremo proti Nemrudu, počakati sončni zahod. Zdaj pa tlele se ustavil, da imamo malo panoramski pogled po tej dolini. Takole bomo videli te gor. A nas bo kar nekaj. Ne bomo edini te gor. Zadijo ga je Septimus Severus. To je bil car v 3. stoletju, ko je bil iz Sirske. Celotna grupa Oskarja, še tisti, ki imajo 2 dneva več in so prišli iz Istanbula. Smo na tem rimskem mostu iz 3. stoletja, ki je postavljen na izhodu iz tega kanjona. Kakšen spodmolj je tam reka naredila, ki je mogla obrniti tok. Evo. Časten spodmolj, evo, ko je majhen človek. No in se nadaljuje naprej skozi vhod kanjona, daleč naprej. V tej strani samo en steber, zato ker smo enega sina vmes ubili. Na drugi strani sta pa 2. To je zanimivost tega mostu. To so vse potomci Kangalov. Krajina, stara vasica z pridihom sodobnosti. To je vse ob zgornjem Evfratu. In tukaj so stare poti potekale in zato je zrasla tle gor na teh pečinah taka utrdba. Veličastna. Evo, pa je malo spremembe v tej vasi. Kure brskajo, ženske gledajo, kaj je to za eno čudo, se čudi v njihovi vasi.
Oskar v formi. Narava pa lepa. Če Oskar sotesko pod ta veličasten most, pod temi visokimi gorami. Uživamo v vodi. Zdaj so fantje malo zajezili vaški tolmunček. Zdaj imamo lepo pogled na sotesko. Evo, tle je Mariša prva, Sultan Ahmed drugi izgradil ta. Zahod oziroma tle je neki checkpoint. Mi bomo dočakali sončni zahod, nekateri pa že se vračajo nazaj. Tle smo se malo oblekli, ker se je osvežilo, na vrh zna pa tudi pihati. Evo, mogoče se bo odprlo nebo. Danes je en lepi dan v Sudežju in Poscan. Evo, kakšna Mavrica nas je dočakala na vrh Nemruta. Evo, 180 stopinska. Dvojna Mavrica na vrh Nemruta. Mobitel dela tudi tle gori. Alah se nam je prikazal, vidiš. No, se že dolino vidi, evo, tam je konc Dežja, se že dolino vidi. Tam se vidi tisto velika zajezitev Tigrisa, Evfrata. To je ta cesta, po kateri smo gor prišli. Kakšen lepi pogledi z vrha. Zahajajoče soncu so konture še lepše. Mi se pa tle vzpenjamo do zahodnih glav, oziroma do vzhodnih. So v senci vzhodne terase, ki so ti kamni, na zahodno teraso.